Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni in dobrodošli. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, ki deluje v javnem interesu na področju varovanja okolja. Pravzaprav nisem vesela zaradi današnjega srečanja. Žalosti me popolnoma nepotrebno uničevanje okolja in rodovitne zemlje. Še bolj pa nečloveška birokratska brezbrižnost do nepovratnih posegov v življenja preko 40 družin. Žalosti me oblastniška slepota uradnikov in neobčutljivost za vrednote trajnostnega razvoja. Žalosti me oblastniška vzvišenost in oholost do sožitja z okoljem in naravo, do družbene občutljivosti in solidarnosti, do gospodarnega ravnanja z omenjenimi naravnimi viri in javnimi sredstvi. V večernih poročilih nacionalne TV smo videli, kako so občani sprejeli zamisli uradnikov o cestni povezavi Kopra z mejnim prehodom Dragonja. Ustanovili bodo civilno iniciativo, ker nasprotujejo številnim predorom in viaduktom in sprevrženemu razmetavanju davkoplačevalskega denarja za betoniranje zelene žive meje Slovenije v sivo kamnito mrtvilo. Pred dnevi so podobne vesti prihajale z zborovanj o umeščanju tretje razvojne osi med obema avtocestama, med Žalcem in Novim mestom. Naj na tem mestu spomnim in posebej poudarim, da je Slovenija pred mesecem dni kot prva država na svetu prejela naziv zelena destinacija sveta. Zelo verjetno ne zaradi asfaltnih njiv, prevrtanih območij Nature 2000, ogrožanja vodnih virov, zasutih dolin, izsekanih gozdov, porušenih kmetij in tako dalje. Slovenija je biser Evrope in svetovni popotniki sodijo, da tudi eden redkih svetovnih biserov. Na nas je, da takšno ohranimo tudi za naše vnuke. Zato se pridružujem pozivom za ohranitev domov, rodovitne zemlje in narave in bom storila vse, kar je v moji moči, da bo prevladal razum in občutek za trajnostni razvoj in blaginjo v ohranjenem naravnem okolju. Hvala lepa. Hvala. Slišali smo vsebino poslanstva Društva Gibanja za trajnostni razvoj.